ženo Vlasto živi na majhni kmetiji v Navtepah v bližini Litije. Imava 2 otroka in do odhoda v vojsko sem bil zdrav, s kmečkim delom utrjen mladenič. Potem pa sem v vojski prebolel 2 angini in imel operacijo slepiča. Nekaj od tega je povzročilo izbruh avtoimunske bolezni, glomerulonefritis IgA. V tistem času neozdravljiv, če se ni pravočasno ozdravil, je pripeljal do končne odpovedi ledvic. Leta 1986 sem januarja odšel v bolnico, maja mi je pa zdravnica na jutranji viziti rekla: Rozman, kaj naj vam rečemo? Ni nam vas uspelo pozdraviti. 5 do 10 let in boste na dializi. Ma, k bom jaz na dializi, se rekel. Takrat sem bil prepričan, da se lahko tudi pozdravim. Potem sem imel čas za premišljevanje, pri 21 letih, poln načrtov, prepričan, da zmorem karkoli, sem videl, da sam sebi predstavljam največjo oviro. Iz bolnice sem odšel domov, čaji, molitev, kmečko delo, študij, mislil sem, da bo vse to pripomoglo, da bom ostal zdrav. Takrat sem imel še 100% funkcijo ledvic. Hitro sem začel tudi delati, tako da sem se čim bolj zamotil. Leta 1990 sem se oženil, čez 2 leti sva dobila sina Mitja, potem pa sem hodil na preglede in na pregledih vsakokrat dobil slabše izvide. Ker me je to izredno potrlo, sem preprosto prenehal hoditi v bolnico na preglede. Potem je pa malo pred 30. rojstnim dnem osebna zdravnica prosila, da naj dam vsaj krvne preiskave. Poklicala me je, rekla, da moram takoj v bolnico in da bom šel na dializo. To je torej konec. Na dializo ne grem, sem si rekel, ne bom odvisen od aparata. Potem pa sem se streznil. Toliko ljudi je hromih, slepih, so res huje bolni, jaz pa samo zaradi napuha, zaradi nekega ponosa ne bom šel na aparat. Ko sem se odločil, da sprejmem zdravljenje, je vse postalo zelo enostavno. Torej, leta 1995 sem začel z dializo. Na prvih dializah, priklenjen na posteljo, sem dokončal magisterij. Po magisteriju sem leta 2000 dobil še hčerko. 2002 sem se vključil še v politiko. No, že leta 1996, eno leto po prvi dializi, sem postal ravnatelj gimnazije Kranj. Ravnatelj sem bil 23 let, tako da sem potem leta 2005 sem bil transplantiran. 2015 mi je ta ledvica odpovedala zaradi izbruha te osnovne bolezni. 3 leta sem bil zopet na dializi, 2018 ponovno transplantiran, 2019 pa s 5. mandatom zaključil ravnateljevanje, še 3 leta pomagal novemu ravnatelju in poučeval. Ker sem imel 100% telesno okvaro, sem imel bonificirano delovno dobo, tako da sem se letos februarja upokojil in sedaj, tako kot vsak upokojenec, sem polno zaposlen. Moram reči, da mi je bolezen ogromno naučila, da sem v tem času opravljal čudovit poklic, naredil celotno kariero, spoznal ogromno ljudi, čudovitih ljudi, ki jih sicer ne bi. Bogu sem hvaležen, da sem bil rojen v čas, ko se lahko živi s končno odpovedjo ledvic. Če bi bil rojen 30 let prej, bi preprosto umrl. Sloveniji pa sem hvaležen, da imamo zaenkrat tak zdravstven sistem, ki nam omogoča zdravljenje tudi neozdravljivih dolgotrajnih bolezni. Ja, včasih je hudo, ampak če gledaš na splošno, je pa pač življenje polno zgodb in življenje